Zdaj, tako jaz imam par stvari, kaj bi recimo me zanimalo. Arhitektura je ena. Zdaj, če ne bi bil arhitekt, bi bil fizik ali pa recimo psiholog. To dvoje me še tako zelo vleče. Ne? Od nekdaj se mi je zdelo pa ful seksi biti pisatelj. Ker to se mi je zdelo, pa to ti napišeš in pol to ljudje kupujejo. In ti, mislim, pa že tako, da nekaj napišeš, ta storytelling me je zmer pritegnil. Kako se ti knjige lotiš? Dobro, to sicer ni fiction, to je raziskovalna knjiga, to je verjetno čist drug princip, ampak kako se lotiti, ker pa sem gledal, kako je dobro te naslove, prva, druga, tretja, pa tako. Ja, kaj si? A si narediš board, a si narediš zgodbo, a si narediš strukturo, ali si narediš majhne odseke, pa jih skupaj zlagaš. Ali... Mislim, za tole, ne vem, dosti organsko gre to, veš. Jasno, nek research mora biti, samo vse tudi za fikcijo, ne. Ja. Ne moreš ti kar si vse zmisliti. In za res dobri pisatelji, tudi za res dober research. Ja, naredijo cel svet za to, da not postavijo nekaj. Ja. In to je cela, v bistvu cela poanta, ne, literature, ali pa en od pomembnih delov, je to, kako ti znaš v bistvu zgraditi ta imaginarni svet. Ne. Ja. In meni je to, mislim, jaz rad berem že od nekdaj. To vem. Kako ne morem Lare prepričati, veš, koliko bi šlo kaj gor knjig. Kje bi bilo idealno. Kje bi šlo res veliko, pa še za Lučko bi bilo, pa še za te ljudi, ki ne vejo, o čem se pogovarjamo. Se bo še prišla za dodatne knjižne police v vajni hiši. Ja. Okay. In ne vem, mislim, zdaj, jaz ne vem, nisem nikoli si mislil, da bom pisal tudi za preživljanje. Ne? Nekako sem si mogoče potihem želel, ampak jaz tudi zase mislim, da nimam nekega ful talenta za zgodbo narediti ali pa iz nečesa narediti zgodbo. Čeprav mogoče vseeno malo. Recimo vsake toliko zadnje čase napišem kakšen prispevek za Dnevnikov Objektiv in tam vidim, da mi najboljši funkcionira tako, ko me nekaj se dotakne, ko me nekaj ali znervira ali užalosti ali nekaj. In takrat imam, ne vem, se usedem in zliješ. Tako da, no, zdaj, to je drugo, ne, spet ali pri knjigi, ali pa pri znanstvenem članku so spet drugi postopki. Spet jasno, moraš imeti nek research narejen. In zdaj, jaz sem si že zelo hmal, ko sem videl, da sem toliko globoko zabredel v to akademsko sceno, da pač bom pisal. Sem si tudi v bistvu vzel to pisanje kot prostor svobode. In ker namreč recimo znanstvene knjige mogoče malo manj, kakor pa se v zadnjem času znanstveni članki so izrazito podrejeni neki strukturi, ki naj bi jo kao v idealnem svetu vsi te članki zdaj izsledila. In eno je, da pač imaš nek uvod, potem metodologijo in potem predstaviš svoj material in pregled polja in analiza in diskusija in zaključek. Ampak jaz sem si rekel, mislim, meni je to brez veze. Zdaj, da bom jaz tukaj sledil neki. Ker namreč en del raziskovalnega procesa je seveda to, da ti greš, ne vem, prebereš toliko in toliko stvari, greš na teren, ne vem, svašta. Ampak tudi pisanje samo je zame vsaj raziskovalni proces. Ker zdaj nekaj časa sem se zezal, da sem mojster uvodov. In jaz pač naredim uvod, kaj vse bi rad povedal in pol vidim, kam me stvar odpelje. In pol jasno, vedno sem vrnil na začetek in uvod prilagodil temu, kar je pol ratalo. Ampak nikoli se pa ne bi pustil diktirati ali strukturi, kakšna mora biti, ker
ne, ali pa ne vem temu, kar sem. Ne, skratka, to je proces raziskovanja. To je tako, kot ne vem, neka ta. Ok, mogoče ni najboljša primerjava, ampak veš, za hobotnice pravijo, da ima to distribuirano kognicijo. Da v bistvu vsaka lovka zase ve in raziskuje. In tako. Ja. In pisanje na nek način je tudi vsaka beseda, naslednja, ne, vsaka naslednja poved, vsak naslednji odstavek v bistvu gre nekam, kar ti ne moreš načrtovati in jaz tudi nočem načrtovati. Zdaj, jasno, vendarle za znanstveni članek na koncu mora nekako povedati, kaj hoče, kako je to narejen in tako. Ampak še vedno tudi tukaj je dovolj prostora, se mi zdi. In bi si ga morali pač sistematično jemati, da daš tudi svoj nek noter, ki je več kot samo poročanje. Tako da, ja, nisem pa nikoli se s fikcijo. Fikcijo raje berem. Te mika? Ne vem, mislim, toliko sem dobrih knjig prebral, da ne vem, če bi... Mogoče. Ja, ker je nepar je res piscev in pisk, ki so nore stvari napisali. Ja. No, ampak to, da je nekdo nekaj res dobrega naredil, to ne pomeni, da človek ne bi sam probal. Mislim, mene to skozi mika, da bi nekaj mene je toliko stvari mika, kaj vse bi, da čisto vse pa tudi ne moreš in potem rečemo, ok, to mogoče bo to počakala, ne. Ja, no, je pa tukaj še en zanimiv postopek, ne, ker jaz sem dolgo časa se dost matral, ne, in to, da sem nekaj dal, neke besede iz sebe stresel. Okay. V kokartok, v organizirani maniri. In s časoma sem v bistvu eno je, mislim, čim se matraš, ne bo dobro, ne, moraš najti, ampak to je težko. V bistvu moraš najti en način, da se v bistvu zezaš zraven. A ne more biti neka ta igrivost. Veš? In hkrati sem imel pa tudi dolgo časa, da sem bulil v tisti prazen zaslon in čakal, da se bo zdaj te manifestirale te neke besede, ampak ni šlo. In pol, hkrati seveda, ko vse imaš neke velike ideje, kako bi to, pa kako bi ampak na koncu je tudi pisanje na nek način obrt, in praksa. In najprej mi je bilo škoda karkoli vrš stran, zdaj sem prišel v neko fazo, ko pa mi ni problem nekaj napisati, pa mi tudi ni problem vse vrš stran. Ker pač se lahko še vedno naredim, pa uporabiš nekaj, pa pa tretje. Tako da in velikrat je pisanje tudi kot praksa pripelje do tega, da se pač naučiš tudi kaj napisati. Se pravi, sam akt pisanja je tudi v bistvu stimulacija. Ne moreš ti sam čakati, da bo neka, ne vem, ideja te doletela ali pa nek navdih, ne vem, odkot prišel. Enostavno skozi delo pride ideja in pride tudi navdih. Ja, se to, kar si zdaj opisal, je v bistvu praktično po skoraj vseh parametrih enako kot to, kar jaz počnem. In tudi to, kar mojim povem, to, da boš ti sedel tako in čakal, da boš prvo črto potegnil, da bo. In se tudi ni zabiti, ker to, če boš ti potegnil, da boš noben nad zgrado in jih moš kar vleči, Vse to sem enkrat ne vem, a si kdaj poslušal ta podcast Akimbo od Seta Godina, ki je pravil, da je bil z Isaacom Asimovom. Naslov te epizode je bil pa Writer's Block. In da Asimov je imel pač to logiko, on je zjutraj vstal, imel neko jutranjo rutino, se je usedel in je delal, pisal. Je kar pisal. Pol je bil pač kosilo, ki smo pripravili, in pol je popoldne spet pisal. In dobro, slabo, v redu, je šlo, ni šlo, on je pač pisal in da to je najboljši način, da ni, ker on se bolj poheca prav.
Na ta način ti v bistvu slej ko prej se možgani udajo in ugotovijo, mater, če mu ne bomo nič pametnega povedali, ta, kar pisal in kar nadaljeval, je čisti norc, boljš, da se nekaj izmislimo, da bo mera, ne, in pol pride. Ampak to je res, jaz isto, kadar imam najbolj tako mislim, jaz uživam, ampak po drugi strani bi težko rekel, da mi je to zafrkancija ali pa hec, zato ker me Alenka gleda, ko hodim po hiši s takim črnim oblakom, ki se mi ne sestavi, ne? Ampak zdaj imam že toliko izkušenj, da vem, da edini način je, da si natrgam veliko tehle trace paperjev, ne? Svinčnik v roke in začneš. Ena varianta, kar ne vem, takole bomo skupaj sestavili, ok, ne bomo takole, bomo reči dve takole. In zdaj sem se že toliko zverziral, da mi to res leti ven in da zavestno probam tudi stvari, ki že vem, da ne je v redu, ki mislim, da ne je v redu, ampak se jih prisilim vse narisati, zato ker sem pa ugotovil, da ok, to ne bo šlo, ampak tale del tukaj je pa v bistvu tle pa ne boš rešen, dajmo to probati noter. To je ena stvar, druga pa ta resnica, ki si jo prej povedal. To vidim pri teh mojih mlajših kolegih, ki začnejo tukaj. Najprej traja milijon let, da prvo črto potegnejo, pol pa se le po muki en tloris rodi in zdaj pa to. Zdaj pa to ne mogoče spremeniti, ne mogoče kaj stran vrš, ne mogoče, da bi bilo drugače, kar sploh ni res. To je dejansko lahko to mirno delaš prve tokrat, tako, ker ti itak, tisto, kar je vredno, tudi v glavu ostaja. In to, kar si zdaj opisoval, me je blazno spomnil na, dobro, se to verjetno za vsak kreativen poklic. Ustvarjalnost ni, ne, mislim, noben premik se ne zgodi od sedenja, ne. Zdaj pač. Tako da in meni je to, mislim, in tudi to, ne, sej, valjda, ne, ni to vedno, mislim, mogoče tudi zafrkancija ni ta prav beseda, ampak igrivost. Tako. In jasno, to so redki trenutki, ko najdem to, ne? Ampak takrat je fajn, ne? Ampak tudi jaz hodim z oblaki po bajti. Si predstavljam, Na veliko nezadovoljstvo vseh ostalih. Ampak, kaj se ti sestavlja, ne? Zato imam jaz te mehke svinčnike, ki ni mene natančnosti, ki se... In predstavljam si, da pri tebi pa besede na isti način, ali pa stavki, ali pa koncept, ali pa nekaj, da se tudi... Mene, mislim, dejansko. In ne, to je v bistvu to, kar mi je fajn. A ne? In ta ena pisateljica, Ursula Le Guin, moja najljubša, bi rekel, zadnje čase, je že kar dolg, je rekla enkrat, mislim, je naslov enega njenega, nekaj eseje je tudi pisala. Besede, words are my matter. Words are? My matter. Se pravi, moja materija. Substanca materija, ja. In pač to se mi zdi tak fin. Sej. S čimer se da nekaj narediti. In tako da, In se mi zdi, da pač v teh časih, kakršni so, moramo tudi si enostavno ne pustiti, ne, vzeti besed, ne, ker se mi zdi, da so zelo na udaru. Pa še bojo. Absolutno, Mislim, in zapisati in zagovoriti. In že sploh se mi zdi, da vsak pogovor, kakršen koli že je skoraj boljši kot karkoli drugega, tako da to se pa meni zdi tudi res važno. Res važno. Tako da, ker sem bil čisto alergičen na ta cancel culture, ki so ga prej furali, ne? Ampak se vidi, zdaj pridejo drugi, pa bi ga tudi ne začeli furati, ne? Kar je... Ne gre to tako, ne? Mislim, da bo v redu. No, pa užitek je, mislim, meni je res, če nekdo tako virtuozno piše, tako kot je glasba lahko virtuozna, ali pa da virtuozno piše, to je en tak užitek, kaj to bereš. Zdaj sem bral enega, mogoče si že, ki pa nisi ti pa jaz dal eno knjigo, Peter Mayer.
Ne poznam. One Year in Provence. Okay. Ti prinesem, če nimaš. Nimam. Ej, pa to je, ne vem, kaj kar gledal, jaz sem tam v zunji ležal, zdaj polet sem jo bral, mislim, se sem blazen hitro prebral na ležalniku, pa nisem glih tak človek, da bi se za vsako malenkost, ampak jaz sem se režil, kot pečen maček. Ampak, pa ne tako, da bi bilo na meni sam humor, ampak skozi humor je izraženo nekaj, kar se dogaja in je, to je meni res to ključno. Ja, ne, to je dober pisati, Tako da, ni ja, simpel. dober, ne, ni simpel. In Ni simpel, ampak jaz ne vem, kako to se doseže. ja, pišeš. Edino tako. In to sem pa zadnjič nekje naletel, da vsi ti veliki so ogromen prepisovali besedil, ki so jim bila všeč. In ti na ta način v bistvu ne, in to je pa cel ta fanfiction, ne? Cel v bistvu žanr, ki ljudje pišejo v bistvu, ali pa mislim, eno je, da pač ti prepišeš, ti je všeč besedilo in prepišeš, in s tem, ko ti prepisuješ, ne, že sam ta akt prepisovanja ti da, si čist drugače pozoren do besedila, ne, ker če ga sam takole malo pošrek, Ja, prebereš, ne veš zares, kako besede, kako je ritem, kako ne. Ko pa ti prepisuješ, se pa zares moraš iti od črke do črke, ne samo od besede do besede. Ne. In ne, na drugi strani fanfiction, da v bistvu si vzameš knjigo, ki ti je všeč, in na ta način narediš svojo. ja, na način. Ne, kar je kopija na nek način, ampak po drugi strani ti pa da neko strukturo, ker velikokrat je meni tudi, kar mi je težko, in tudi recimo, ko smo se začeli v bajti pogovarjati, ne, kako zdaj skratka, kako uprostoriti neko misel, ne, ali pa kako strukturirati prostor, ne, in podoben je na nek način tudi strukturiraš z besedami nek svet, ki se bo odpiral ven, ne, in tega, dokler pač nimaš dovolj prakse, ne, je pač to težko, ne, in na ta način, ali s prepisovanjem, ali pa s tem, da v bistvu si vzameš predlogo, ne, pa narediš, ne. Jaz ne vidim v tem čisto nič manj vrednega ali pa slabšega, ne, ker dejansko kakor sem prej rekel, na nek način je to pač obrt, ne. In saj postopkovno, ne. Zdaj to, da ti pol daš, ne vem, neke prebliske ideje noter vpleteš, to je posledica tega, da ti obvladaš obrt, ne. No, ja, in spet imaš tukaj blazno podobnost z mojim fohom. Pri nas obstaja to arhitekturno skiciranje, ki moja Lenka reče, tukaj ni nobene kreativnosti, ampak arhitekturna skica ni namenjena, da boš ti kreativen, ampak preprosto, ko se ti usedeš na uno klopco pred Notre Dame, pa jo začneš ti risati, boš neskončno več stvari opazil. Od detajlov do elementov, do proporcev, do vsega. Isto kot pri prepisovanju. To je čist ista reč. Drugo je pa tako kot stilsko. Ti lahko se zdaj dosti vidiš teh for, ki jih delajo zdaj z AI-jem, ki rečejo, kako bi ta objekt pa izgledal, če bi ga, ne vem, en drug arhitekt naredil, ne vem. A ne? Ti dejansko, ko enkrat eno knjigo tako globoko dojameš, res lahko rečeš, v tem stilu bi napisal. In ti lahko nekaj napišeš v stilu Dan Browna ali pa Richarda Bacha, pa bo lahko ista vsebina, ali pa čakaj, kaj je že un. Kaj je že un, ki je Cicero napisal, pa Pompeje. Robert Harris, recimo. Čisto različno, ampak ima vsak svoj stil in se dejansko lahko furaš. Čeprav, to sem se zadnjič z nekom pogovarjal, s kom že, s tem mojim Matjažem iz Marathoners House.
tako, kaj nas bo ta AI, ali nas bo nadomestil ali ne, ne vem, skozi se. Pa je rekel, ja ne, ampak še zmeraj tako, ti ne more on kar Matejevo hišo. Sem rekel, je lažji kot jaz, skoraj. Še malo, ti už lahko rekel, jaz bi rad mu to, ampak nared v stilu Matej Gašperič, on bo tole preštudiral, tele kučice, ne? In mu sem rekel, se bolj nagnem, ne vem, na tako kaj tale, ali bolj tako kaj unale in bo bolj moja, kot bi jo jaz znal narisati, kar je pa že kar tako, recimo temu zanimivo še v tem primeru. Kaj pa ti misliš o tem AI-ju? Eni se ga bojijo, eni mislijo, da je to super, eni... Ja. Zdaj, spet, če to pogledaš z ene te, recimo, zgodovine tehnologije, Ja. zares v neki tej zgodovinski perspektivi vsaka tehnologija, ki je prišla in obstala, Ja. je na nekem nivoju pomenila neko motnjo, disrupcijo. Ja. Ne? In to velja za, mislim, še mogoče toliko bolj za medijske tehnologije, to, Ja. kar je povezano s komuniciranjem med osebami. Že pisava, Ja. je v bistvu naredi neke vrste prelom. Ker namreč, dokler ti imaš skupnost ljudi, ki se samo pogovarjajo, je ta pogovor lahko, mislim, super, fajn, zabaven, ampak naslednja generacija ne bo več imela pojma o tem, kaj so se ti. Mislim, Kaj so se ti pogovarjali? Že čez 3 leta, ne. Ko ti enkrat lahko zapišeš stvari, takrat se v bistvu začne zgodovinski čas. Ja. Ker ti takrat dobiš vir, kaj je bilo, ne vem, pred 5 leti, 10, 100 in tako naprej. Zdaj jasno, in to se vleče praktično skozi celotno zgodovino komunikacijskih tehnologij, če zdaj ostanemo bolj tle. Zdaj, hkrati s tem se skozi celotno to zgodovino vleče tudi, kdo zdaj to obvlada. In pisavo, recimo, to niso znali vsi pisati. To, da se ti naučiš pisati, moraš v bistvu zlomiti možgane na nek način, zaradi tega, ker zapisana beseda, to so pač neki znaki, ki nimajo absolutno nobene organske veze z glasom. In ti moraš v bistvu abstrahirati glas, zato da ga v bistvu ti lahko zapišeš besedo in moraš si izmisliti nek simbol. In s tem, ko si ti izmisliš nek simbol, že tudi postaviš ločnico med tem, kdo obvlada te simbole in kdo jih ne. In ena primarna v pisavi je danes, da pač odrasli znamo pisati, otroci še ne. In se že tukaj vzpostavlja neka ločnica. Zdaj, še dlje v preteklost, so pa pač te neke elite, ki so znale pisati, pač pisale. Pa tudi brati. Pa brati, seveda. In so skozi to v bistvu imele moč. Tako kot imajo danes razni te Sam Altman, Musk in podobna ta druščina, imajo tudi moč na tem, da upravljajo s to tehnologijo. Zdaj, in isti problem je bil, motnja, je bil tudi tisk. In ki je na nek način sicer demokratiziral pisavo, ki je postala, ker pač ti lahko tehnično reproduciraš v nedogled neka besedila. Ampak še vedno, tiskarji so bili v nekem trenutku pač vladarji sveta. In se s tem vzpostavil v bistvu motnja glede na to, kaj je bilo prej. In tako vsaka naslednja tehnologija predstavlja motnjo. Recimo za knjige, ki so postale množično razširjene, so se bali, kako se ljudje zapirajo v svoj svet. In to je zelo podoben učitek, se pa vleče skozi. In bolj, ko se tehnologija razvija, bolj prihaja tudi do te neke dvojnosti. Po eni strani vidiš
ne, recimo televizija, radio, ne, so sicer še vedno izrazito one to many, se pravi, zelo je taka centralizirana komunikacija, ne, ampak vedno je bil tudi ta up, kako je ta zdaj tehnologija v bistvu prinesla neko večjo svobodo in gor in dol. Ne. In jaz se recimo živo spomnim iz svojega otroštva, ko smo jasno pred TV-jem, bi človek kar sedel in gledal. In je bilo stalno, kako je ta televizija, pa ni dobra, pejte ven. Ne. In pol je prišel internet, in vse, kar je z internetom prišlo, od družbenih medijev in tako naprej. In zdaj, tale, kako je že ime, Berners-Lee, tip, ki je izumil www, je to dal v prosto uporabo človeštvu. Seveda so se takoj najdle neke korpo entitete, ki so sprivatizirale zares to, kar bi javno dobro, in internet v svojih teh prvih korakih, pa če pustimo za trenutek ob strani, da je to vojaška tehnologija spet, tako kot tudi konzerva, je imel nek ta, kako bo pa zdaj to se komunikacija demokratizirala, in to še vedno, še danes je ostalo nekako prisotno, čeprav je jasno, da je vsa komunikacija izjemno podrejena nekim pravilom, cenzuri, taki, drugačni. In vendarle, se mi zdi, da pa ta AI, kakorkoli to nima neke lastne, bi rekel, vsaj zaenkrat, neke lastne volje ali ne vem, avtonomnega mišljenja, kar pa, kjer se mi zdi, da obstaja nevarnost. Mislim, dejstvo je, da smo zdaj v enem trenutku, ki ga po mojem ki ga bomo lahko šele čez 10-20 let za nazaj. Mogoče zdaj, ker gre hitro, mogoče ga bomo lahko šele čez en let. Pa čez en let. Ki ga bomo lahko kvalificirali kot kaj se je zares zgodilo, v smislu tako, kaj je pomenil tisk ali pa kaj je pomenila televizija. Na ta način ga v bistvu nekako vrednotiti. Ker zdaj smo dobesedno v procesu, in ti v procesu ne moreš nikoli presojati o procesu. In tukaj, kjer se mi zdi, mislim, ta AI je za marsikatero stvar, nisem neki blazno se s tem ukvarjal, ampak je uporaben recimo za skrajšati besedila, za neke take rudarska dela. Ampak zdaj, da bi se pa zanašal na karkoli, da ti da nek zanesljiv podatek. Zahed sem tudi sebe preveril tam in sem dobil ven neumnosti. Ja. In z tega vidika je pa stvar problematična, ker ali ne vem, neka TV oddaja ali knjiga, ti se lahko vrneš nazaj in preveriš. Kar pa je v tem svetu, ki je pa tako podrejen hitrosti in vse mora biti zdajle in učinkovito in enostavno ti nimaš časa za res iti preverjati, ampak boš ubral tisto najbolj učinkovito pot, in to je, da boš šel vprašati, ne vem, ChatGPT. In kar je kle, po mojem, tečna stvar, ne bom rekel nevarnost, mislim, je to, da v bistvu ti delegiraš oziroma daš avtonomijo na nek način neki tehnični entiteti. Nobena tehnologija do zdaj ni mogla ti dati odgovora na ta način, da ga nekako po nekem algoritmu sestavi skupaj, ali pa začara se vse. Karkoli si moral ti, oseba, ki je bila v interakciji s to tehnologijo, je tista, ki je, dobro, tudi v knjigi lahko narobe napisana, ampak nekako te knjiga sili, da boš prebral še nekje drugje, pa nekaj pogledal, In tle, ampak to
zdaj to je zelo tudi mogoče do neke mere špekulativno, pa velja za tako nereflektirano rabo. A ne? Ampak da bi recimo rekel, ne vem, napiš mi spis za šolo. Ne? Ja. In s tem si v bistvu kaj naredil? Ti si dal nekemu algoritmu, ki bo zvlekel skupaj in bo napisal nek spis, ampak ti se tukaj nisi miselno angažiral zraven. Ja. Zdaj, mogoče si mogel razmisliti, kakšen točno prompt, da bo čim boljši. Ampak, ne, in zdaj sem nekje zasledil, da delajo, in to, če sem prav razumel, pa upam, da nisem, kaj delajo v nekaterih šolah, da otroci slikajo zapiske pa iz knjig, iz učbenikov in potem jim en AI to vse skupaj spravi v par vrstic. Ampak s tem je ključen proces učenja Še umem. zbrisan. Ne? Ja. In to, a veš, na tem nivoju se mi zdi stvar problematična, če bi živeli v svetu, ko bi imeli ful časa, ne? Ki ne bi stalno eskaliral, ki ne bi stalno bilo stalnega pospeševanja. Bi rekel, ok, ne? To je ta rekel, to gremo, zdaj bomo pustili to 2 tedna, pa se vrnili, ne vem kaj. Ne? Ampak svet je pač, in to gre nazaj od industrijske revolucije prve, je stalno, stalno je v pospešku. In to pomeni tudi, da enostavno zmanjkuje časa in ti moraš optimizirati tisti čas, ki ga imaš, in ta tehnologija super optimizira čas, ampak hkrati je pa ful nezanesljiva. Ne? Tako da to je... No, pa te onemogoča tvojo rast. Mislim, ne onemogoča, narobe sem se izrazil, ampak ti omogoča, da se neke stvari zgodijo tako, ne da bi ti moral ob tem zrasti, kar je pa kar nevaren. Ja. Ne? In ta v bistvu, da ti kognitivno funkcijo preložiš nekomu, je to pač ni v redu, no, po mojem, dolgoročno. Zdaj, jasno, zato je pomembno, da se tudi v zvezi s tem od mladih naprej, ker to pač ne bo šlo stran, ne? To bo tle. Ne? Zdaj, vse, kar je, da se naučimo s tem živeti in da se naučimo živeti tako, da ne bomo zraven postali totalni bebci. Ja, vse to.